Slovenski košarkarski superzvezdnik je doma. Luka Dončić je po hitrem zaključku končnice za Los Angeles Lakers opoldne z zasebnim letalom pristal na brniškem letališču, kjer so ga že na letališki stezi čakali avtomobili in ga odpeljali z letališča. Tam ga je sicer čakalo tudi nekaj njegovih najzvestejših navijačev, ki so upali na avtogram ali celo fotografijo s superzvezdnikom, a za manj. Bodo pa prav gotovo zanj navijali na Eurobasketu, če bo tam res zaigral. Po poročanju ameriške medijske hiše ESPN je Dončić poleti pripravljen nositi dres slovenske izbrane vrste, a uradne potrditve zaenkrat še ni. Kdaj jo bomo dobili, kako potekajo priprave na avgustovsko evropsko prvenstvo, kakšen reprezentančni kolega je Luka Dončić, o vsem tem selektorjem Aleksandrom Sekulićem in slovenskim reprezentantom Aleksejem Nikolićem. Dober večer obema. Dober večer. Dober večer. Gospod Sekulić, iz ZDA prihajajo novice, da naj bi Luka Dončić zaigral za slovensko reprezentanco na avgustovskem evropskem prvenstvu. Je to potrdil tudi vam, oziroma ali ste to vi izvedeli že prej? Vse v bistvu nikoli ni bilo niti dvoma o tem, bo Luka igral z reprezentanco ali ne, vendar so se pa njegove izjave so bile malo mogoče take dvomljive, predvsem zaradi vsega tega pompa, ko se je zgodil trade. Verjetno tudi on čakal na uradno potrditev kluba, ne vem, v glavnem nikoli pa ni rekel, da ne bo igral z reprezentanco. Gospod Sekulić, za Lakers ne, za Slovenijo pa je verjetno dobro, ne, da se je Luka tako hitro vrnil v Slovenijo pred evropskim prvenstvom. Ja, vse to je tisto, kar je najbolj nehvaležno, ko si želimo, da Luka igra za slovensko reprezentanco, hkrati pa tudi da pride čim dlje v NBA ali pa tudi osvoji ta prsten, ki si ga tudi zasluži. Ja, mislim, imel bo veliko več časa za počitek, prepotreben počitek, ker je praktično vsako poletje posvečen slovenski reprezentanci in tega prepotrebnega počitka nima, tako da bo zdaj lahko se spočil in tudi se konkretno pripravil na reprezentanco in potem tudi za klub. Gospod Nikolić, Luka, ki se je danes že vrnil v Slovenijo, naj bi avgusta torej zaigral za reprezentanco. Kako gledate na to novico, oziroma ali tudi vi niste nikoli, glede na to, da se poznate iz reprezentance, niste dvomili, da bo Luka zaigral za reprezentanco? Pa ja, tako kot zmeraj, Luka je naš glavni igralec, bom rekel, naša glavna vloga v vsemu temu, ampak ja, sigurno nikoli ni bilo dvoma, nikoli ni bilo suma. Odzval se je vsa ta leta, tako da mislim, da vsi skupaj nismo imeli nekih dvomov in ga seveda pričakujemo tudi letos. Ja, pa povejte nam, kakšen reprezentančni kolega je Luka? V bistvu takšen, lahko rečemo, kot se odzove vsako leto, v bistvu ga zaznamuje. To delajo sam pravi lideri, bom rekel pravi športniki, ki zares prvo imajo radi svoj šport, ki ga igrajo, obenem pa tudi svojo državo radi zastopajo. In če to ni zadost, da povejo o njegovem karakterju, pa ne vem, tako da enostavno so to ti detalji dovolj, da se vidi, o kakšnem igralcu govorimo. Gospod Sekulić, kdaj pa bo tudi uradno znano, kdo vse bo avgusta zaigral na Evropskem prvenstvu za Slovenijo? Dobro, imeli bomo priprave prej, vsekakor bomo počakali še, da se sezona izteče, da vidimo tudi, kakšen je zdravstven karton vseh igralcev, več ali manj bo pa znano v koncu maja, oziroma v začetku junija, ko bojo večinoma vse lige končale. Gospod Nikolić, kakšen vodja pa je Luka Dončić? Kako ga doživljate reprezentanti, glede na njegovo ogromno slavo in dejstvo, da je eden najboljših igralcev košarke na svetu? Pa bom rekel, da do zdaj smo se tako dobro spoznali, da enostavno je vse to skupaj za nas nekako normalno. Seveda on kako zastopa našo državo v NBA-ju in pa na celem svetu je, bom rekel, skoraj da neverjetno. In ko pride pač v reprezentanco, ga doživljamo
pa spet se ponavljam, najbolj normalno, ker se pa že toliko poznamo. In pa ko stvari grejo zares, je tudi on bom rekel, na misiji, ki si jo vsi želimo, se pravi, da smo v čim boljši formi, v čim boljši luči skozi celo poletje. Gospod Sekulič, kako je trenirati Luko Dončića, ki mu v bistvu ne bi bilo treba igrati za slovensko reprezentanco, ker to vedno ne prinaša tudi tveganje za poškodbe in pri Los Angeles Lakersih tega ne bi bili veseli? Dobro, se ne samo pri njemu, pri vsakem igralcu je enaka možnost, vendar igralci ne grejo z miselnostjo, da kaj tvegajo. Oni grejo tukaj v reprezentanco zgolj z enim ciljem, da pomagajo slovenski reprezentaciji doseči čim boljši rezultat. Kar se pa tiče Luke in treniranja njega, mislim, da je glede na to, kakšen je kot oseba, v bistvu želi biti eden izmed igralcev, vendar potem ta razlika pride do izraza, predvsem ko se trening začne, ko začnejo igralci trenirati, pride do izraza njegova kvaliteta, ampak ker je preprost, ker je enostaven, sploh ni težko. Gospod Nikolić, kaj počnete reprezentanci na pripravah, kako si z Luko krajšate čas med treningi, čakanjem na začetek turnirja in potem med turnirjem? Veliko časa namreč preživite skupaj, kot ste dejali, se v bistvu že poznate kot ena družina. Ja, kot ste dejali, kot ena družina. Mislim, da on po težkih, dolgih sezonah v NBA-ju se nekako tudi veseli tega snidenja z nami, da se v bistvu rezumira vse skupaj in njegova sezona in mogoče tudi naša, kako je vse skupaj potekalo in skozi te neke pogovore, bom rekel, skozi celo poletje se potem nekako povezujemo, kar se potem tudi prenaša na igrišče, kjer se gradi ta preko potrebna kemija, ki je še kako pomembna na teh turnirjih poleti. Gospod Sekulić, v reprezentanci naj bi zdaj doživljali prenovo z mlajšimi igralci. Boste sledili temu in kaj bi za širino slovenske košarke pomenila morebitna uvrstitev Ilirije v ABO ligo? Ja, sigurno, da so ta postopek že kar nekaj časa poteka, vendar je enostaven, je dolgotrajen in morali smo napred vse moči za to, da izberemo oziroma da najdemo neko ravnotežje, ker enostavno ni lahko zamenjati celotno generacijo igralcev in jih nadomestiti, predvsem pa sedaj v teh časih, ko je vse manj igralcev, ki igrajo recimo na najvišjih, najboljših evropskih tekmovanjih, kot je Euroliga, Eurocup, in je potem precej težje zbrati igralce oziroma najti tiste prave. Hkrati pa to, kar se tiče Ilirije, je pa samo dobrodošlo, ker v Sloveniji ni veliko klubov, oziroma je zelo malo klubov, ki nastopa v evropskih tekmovanjih, v mednarodnih tekmovanjih in take izkušnje, ko igraš proti ekipam v enih kakovostnih evropskih tekmovanjih, nabiraš izkušnje in potem tudi napreduješ in hkrati lažje potem tudi zbiramo igralce za reprezentanco. Gospod Sekulić, koliko pa da Luka reprezentanci? To je težko merljivo, vsi vemo, kaj Luka prinaša ne samo Sloveniji, slovenski košarki, ampak svetovni košarki. Njegova popularnost je zelo velika. Že to, da se odzove reprezentančni akciji brezkompromisno, je en velik signal vsem skupaj in pokaže pripadnost svoji domovini, pokaže, da ceni tudi navijače, da je ta vzajemna, bom rekel, pripadnost navijačev, reprezentanci in pa njegova. Tako da je zelo težko to izmeriti, se pa to lahko začuti zelo hitro, ko enkrat se vrže žoga, pa se začne igrati košarko z ekipo, ki jo vodi Luka. Gospod Nikolić, kaj pričakujete na evropskem prvenstvu? Pričakovanja javnosti so z Luko Dončićem v ekipi vedno visoka. Ja, definitivno visoka.
tudi upravičeno. Kaj pričakovati? Sam nisem neki ljubitelj nekih prezgodnjih napovedovanj ciljev. Najprej pa mislim, da se bo selektor strinjal, kar smo tudi prej razlagali, da se vsi zberemo zdravi na pripravah in počasi, korak za korakom, gradimo ekipo, gradimo kemijo in se damo v pozicijo, ki nam lahko omogoča, da smo v najboljši formi, da igramo čim boljšo košarko in kakšen rezultat bo to dal, bomo pa videli. Mi se moramo predvsem največ s sabo ukvarjati in ko bo prišel moment oziroma ko bo do turnirja prišlo, biti v najbolj optimalni formi. Gospod Sekulič, kakšna pa so vaša pričakovanja? Sigurno, da je veliko odvisno od tega, kaj se bo dogajalo poleti. Predvsem moramo se zavedati, da se moramo ukvarjati največ sami s sabo in sigurno, da gremo na te priprave, če bo vse tako kot treba, in potem na prvenstvo optimistični in z najvišjimi možnimi cilji. Predvsem zato dejstvo je, da bo tu z nami Luka, ki je igralec, ki naredi ekipo boljšo, ki dela igralce ob sebi boljše in včasih tudi odigramo kakšno tekmo nad svojimi sposobnostmi in več, ko bo takih tekem, sigurno, da lahko v tem dosegamo tudi zelo lepe rezultate. Najlepša hvala obima, da sta bila naša gosta.